Ja, glede na to, da se v zadnjih dneh pojavlja veliko ugibanj o tem, ali bo v Sloveniji na trgovskih policah dovolj hrane, ali smo prehransko varni in ali bo ta trend, se pravi možnosti dobave in pa normalnih tokov na področju preskrbe s prehrano tekel tudi v prihodnje. Želimo seveda odgovoriti na nekaj vprašanj, ki predvsem zanimajo splošno slovensko javnost. Seveda z tem namenom na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano budno spremljamo situacijo, se seveda tudi sproti odzivamo na morebitne motnje v verigah preskrbe z hrano in seveda tudi delamo neke projekcije za prihodnje obdobje, vkolikor bi do teh motenj prihajalo tudi v duhu kakršnihkoli omejitev pri transportu živil preko različnih meja. Torej, zaradi vsega navedenega smo tudi pripravili nekaj osnovnih dokumentov in tako včeraj v sklopu prve vladne seje tudi sprejeli Zakon o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in pa gozdno-lesnih sortimentov. Zdaj, kaj ta zakon govori oziroma zakaj in za kakšne namene je pripravljen? Torej, s tem zakonom oziroma predlogom zakona želimo urediti možnosti omejitve prometa z kmetijskimi pridelki, živili in pa živalmi, predvsem seveda za namen hrane ljudi, da bi s tem zagotovili zadostno oskrbo na vseh področjih z hrano na območju Republike Slovenije. Torej, gre predvsem za to, da želimo z tem uravnavati, se pravi z temi interventnimi ukrepi, uravnati trg kmetijskih pridelkov in živil in zato seveda predlagamo tudi konkretne ukrepe oziroma omejitve. Te omejitve se nanašajo na promet z živilskimi izdelki, tako za dajanje na trg na, se pravi, različne evropske države, kot tudi omejitve seveda pri uvozu različnih artiklov iz drugih držav, vkolikor bi zaznali, da beležimo na domačem trgu določene viške ali pa da ti uvoženi izdelki seveda povzročajo motnje na domačem trgu. Hkrati želimo s tem interventnim zakonom tudi omejiti višine cen posameznih kmetijskih pridelkov in pa živil in urediti še eno izjemno pomembno področje. Glede širitve samega virusa je seveda tudi za pričakovati določene motnje pri, se pravi, delu na kmetijah in zato tudi z interventnim zakonom želimo določiti postopke za določitev začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva v primerih, ko zaradi okužbe nosilca kmetijskega gospodarstva, članov oziroma zaposlenih na kmetiji ne bo mogoče zagotavljati nemotene pridelave kmetijskih pridelkov na kmetijah. Zakon ureja tudi začasno postavitev oziroma vzdrževanje objektov za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil s strani, se pravi, upravljavca Republike Slovenije. Prav tako zakon ureja trg gozdno-lesnih sortimentov, ki se kot interventni ukrep uporabi, da bi preprečili vnos virusa na območju Republike Slovenije, seveda v primeru, ko gre za uvoz gozdno-lesnih sortimentov. Cilj vseh ukrepov na področju trga kmetijskih pridelkov ali živil je zagotoviti nemoteno oskrbo z hrano za prebivalce Republike Slovenije v času trajanja posledic epidemije zaradi virusa SARS-CoV. Cilj ukrepov na področju trga gozdno-lesnih sortimentov pa, kot rečeno, preprečevanje vnosa novih okužb. V zvezi z načeli, ki jih upošteva zakon, želim poudariti, da gre za zakon, ki je po svoji naravi seveda začasen in ureja odziv države v kriznih razmerah. Katere so poglavitne rešitve zakona? Na področju trga s kmetijskimi pridelki, živili in pa živalmi lahko minister, v tem primeru ministrica, pristojna za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, odredi naslednje ukrepe. Omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine posameznega kmetijskega pridelka, živila, živali za hrano ljudi na ozemlje druge države članice Evropske unije ali izvoz v tretje države. Drugi ukrep,
omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine kmetijskih pridelkov, živil ali živali za hrano ljudi na ozemlje Republike Slovenije iz območja drugih evropskih držav ali uvoza iz tretjih držav. Tretji ukrep, omejitev višine cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, ki se določi na enoto kmetijskega pridelka, živali ali živila. Poleg ukrepov iz tega odstavka lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo v upravnem postopku določi začasnega upravljavca kmetijskemu gospodarstvu, če nosilec kmetijskega gospodarstva ali člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa niso zmožni upravljati pridelave kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali. Začasnega upravljavca z njegovim soglasjem predlaga župan občine, na območju katere je sedež, v sodelovanju z kmetijskimi svetovalci iz naslova Kmetijsko-gozdarske zbornice in njihove svetovalne službe. Začasni upravljalec ima v tem času enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, ima pa tudi pravico do mesečnega denarnega nadomestila od začetka začasnega upravljanja kmetijskega gospodarstva. Predlog zakona predvidi tudi ukrep začasne postavitve, uporabe oziroma vzdrževanje objekta za namene skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živali. Zakon je, kot rečeno, bil sprejet na današnji oziroma nočni seji vlade in bo predvidoma že v sredo obravnavan po rednem postopku v Državnem zboru Republike Slovenije. Potem še sklep, torej glede na to, da želimo seveda zagotoviti dovoljšne količine prehranskih izdelkov tudi znotraj blagovnih rezerv. Na podlagi zakona o blagovnih rezervah se namreč določa, da se blagovne rezerve oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe, med drugim tudi pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgu. Je včeraj bilo na vladi je bil sprejet sklep, da se za zagotavljanje nujne oskrbe prebivalstva omogoča povečanje blagovnih rezerv in predvsem na segmentu homogeniziranega mleka, mlečnega prahu, sira, piščančjega mesa in pa mladega pitanega goveda. Za povečanje blagovnih rezerv se zadolži Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, povečanje blagovnih rezerv pa se izvaja sukcesivno v roku 3 mesecev od dne sprejema sklepa. Za povečanje blagovnih rezerv vseh navedenih kategorij živil se zagotovi sredstva iz proračunske rezerve, in sicer v okvirni višini 28 milijonov evrov. Torej z danimi ukrepi seveda želimo tudi v prihodnjem obdobju, ne glede na čas trajanja epidemije, zagotavljati v Sloveniji nemoteno preskrbo z živili in pa seveda s tem tudi zagotavljati prehransko varnost našim državljanom. Zato v tem trenutku še enkrat pozivam, ni nobene potrebe, da ljudi skrbi, ali bo dovoljšne količine prehranskih izdelkov na voljo, torej tudi ni nobene potrebe, da se nakupujejo večje količine teh živil in torej mirno lahko počakamo, da bomo sproti nabavljali vse nujne prehranske izdelke. Tudi vkolikor bo motena dobava kakršnekoli skupine izdelkov, se bomo potrudili seveda, da bo živil na voljo dovolj in da bomo tudi morebitne izpade ali pa tisto, kar bomo predvideli, da bi se lahko v prihodnjem obdobju zgodilo, pravočasno nadomeščali in seveda zagotavljali dobavitelje tam, kjer bi prihajalo eventuelno do izpada kakšnih dobaviteljev znotraj samih verig preskrbe z hrano. Hvala lepa, ministrica. Vprašanja? Moje vprašanje je, tukaj iz tega prvega zakona, ki ste ga omenili, je tudi, da se postavljajo skladišča. A to kar brez gradbenega dovoljenja?
Ne govorimo o postavljanju skladišč, predvsem govorimo o zagotavljanju dovoljšnih skladiščnih kapacitet, torej v primeru, ko bi prihajalo do kakršnihkoli viškov blaga zaradi motenega izvoza, da se zagotovi dovoljšne skladiščne kapacitete v obstoječih objektih, vkolikor seveda tega ne bo možno zagotavljati v obstoječih objektih, se pa seveda išče rešitve, ki za to ne potrebujejo večjih posegov oziroma ne potrebujejo gradbenih dovoljenj, torej tudi v obliki šotorov in pa drugih podobnih oblik. Pa še eno, če lahko, glede teh blagovnih rezerv za dopolnitev, kakšne količine pa, oziroma kako ne rečem, koliko je zdaj blaga v blagovnih rezervah teh prehranskih osnovnih izdelkov prehranskih in koliko ga manjka. Zdaj tukaj ste predvideni 28 milijonov evrov, to se pravi, verjetno veste za neke količine. Seveda se količine vejo, mi tudi količine sprotno na dnevni ravni preverjamo, zaradi tega, ker so različne skupine živil skladiščene po različnih skladiščih po Sloveniji. Žal so točne številke oziroma podatki predmet interne tajnosti, zato o številkah v javnosti ne govorimo, je pa zagotovo teh izdelkov dovolj in kot rečeno se obnavljajo sukcesivno, tako da se pravi obdobje prihodnjih mesecev prav gotovo teh izdelkov je dovolj in glede na to, da se obnavljajo in da v tem trenutku pri obnovi teh osnovnih živil v blagovnih rezervah ni pričakovati nobenih motenj, bomo to seveda počeli tudi v prihodnje skupaj z Zavodom za blagovne rezerve Republike Slovenije. Se pravi, kakšne so trenutne razmere? Če bi bil ta prvi zakon hitro sprejet, bi lahko v bistvu takoj že pričakovali te ukrepe, kar se tiče cen povoza? Torej, zakon je pripravljen na način, da takoj po sprejemu v Državnem zboru omogoča oziroma je podlaga za to, da na moj predlog, kot že rečeno, in seveda v soglasju z ministrom za gospodarstvo, takoj z naslednjim dnem izdamo odredbe in seveda s tem naredimo določene omejitve pri prometu z živili, vkolikor bo seveda potem potreba. V tem trenutku, ponavljam še enkrat, ni nobene potrebe niti za omejevanje prometa z blagom niti izven Slovenije, je pa res, da z sprejetjem zakona smo pripravljeni na to, da na takšne razmere odreagiramo nemudoma. Pa še to, kar se tiče blagovnih rezerv, o številkah to morate lahko mogoče Ne, o številkah ne smemo govoriti zaradi tega, ker so predmet interne tajnosti. Kaj pa odstotkih, za koliko odstotkov boste povečali? Torej, jaz lahko povem, da recimo je osnovnih prehranskih živil, ki so seveda predmet oziroma se nahajajo znotraj blagovnih rezerv, imamo dovoljšne količine vsega in ne pričakujemo nobenih motenj, glede na to, da seveda za ta živila sproti preverjamo in poskušamo tudi predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh, kajti točno se ve, kdo so dobavitelji, ki v te blagovne rezerve prispevajo. Veliko vprašanje je bilo v preteklih dneh oziroma veliko ugibanj, da nimamo dovoljšne količine krušnih žit. Mi smo to včeraj preverili z direktorjem Zavoda za blagovne rezerve in krušnih žit imamo dovolj do prihodnje žetve, torej vsaj za obdobje nekaj mesecev je tega dovolj. Prav tako pa nimamo težav na področju ne mesnih, ne mlečnih izdelkov, kajti vemo, da Slovenija na tem delu je samooskrbna in da se te količine sproti obnavljajo. A se te količine sproščajo iz blagovnih rezerv za živilsko industrijo, da potem naredi, ne vem, kruh recimo iz moke ali direktno za trgovine in za kupce? Te količine so vedno na voljo za rabo v trenutku, ko se blagovne rezerve sprostijo za prebivalce. V vmesnem času se pa seveda porabljajo in obnavljajo. To gre torej za živila, ki imajo daljši rok trajanja in živila, ki imajo krajši rok trajanja, na primer meso in pa mleko se obnavlja na nekaj dni in seveda žita in pa moke na več dni. Vsega je pa dovolj in se sprosti v trenutku, ko so za to določene razmere. Se upravičujem, mogoče nisem dosti jasno vprašala, a ima prednost pri sproščanju tega blaga, hrane iz blagovnih rezerv, a imajo prednost prebivalci ali industrija? Prebivalci. To so blagovne rezerve, ki so namenjene seveda za zagotavljanje prehrane prebivalcev v izrednih razmerah. Če lahko še eno vprašanje, tele cene, ki jih lahko po potrebi določate vi, a ne?
Zakaj je to potrebno, oziroma kaj predvidevate, kakšen scenarij predvidevate, da bi potem recimo ustavili, najbolj predvidevam bi ustavili, ker bi se preveč povišali? Tako, to omogoča, da pač skupaj oziroma v sodelovanju z ministrom za gospodarstvo v trenutku, ko bi začeli v Slovenijo vstopati kakšni prehranski izdelki, ki bi povzročali motnje na trgu v cenovnem smislu, seveda mislim, lahko določiva minimalno in pa maksimalno ceno določenega živila, ki seveda potem za to živilo velja.